deželi mezincev. Iz srca smo ti hvaležni, da si obila hudobno usodno veščo in odrešila naše ljudi. Zelo ste ljubeznivi, tudi jaz nisem nikogar ubila. Pravzaprav jo je tvoja hiša. To je pa isto. Poglej, njeni črvoni čevički še kukajo izpod hišice. Gotovo je hiša padla na njo. Kdo je sploh to? Vse sem že povedala. Hudobna usodna vešča. Dolga leta je imela vse mezince v ujetništvu in jih uporabljala noč in dan za svoje služnje. Zdaj pa so vsi svobodni in so ti hvaležni, kjer si jo ubila. Kdo pa so mezinci? To so ljudje, ki živi tu v vzhodni deželi, kjer je vladala hudobna vešča. Vešča? Prava vešča? Seveda prava. Tudi jaz sem dobra vešča in ljudi me imajo radi. Teta Ema mi je pa rekla, da so vse vešče hudobne. Kdo pa je teta Ema? To je moja teta, ki živi v Kansasu, odkoder sem prišla. Ne vem, kje bi bil Kansas. Je to civilizirana dežela? Seveda je. V civiliziranih deželah ni več nobene čarovnice, ne čarovnika, ne vešče, ne čarodeja. Vidiš, Ozova dežela pa že ni civilizirana in zato imamo že smira čarovnice in čarovnike med seboj. Oz je največji čarovnik. Ta ima več moči, kakor mi vsi drugi skupaj. Živijo v smaragdnem mestu. Vidiš, hudobna vešča je bila tako stara, da se je na soncu takoj posušila. Samo njeni srebrni čevički so ostali. Te so tvoji in nositi jih moraš. V sebi skrivajo neko čarovnijo, nikoli pa nismo zvedeli kakšno. Skrbi me, kako bom prišla nazaj domov k teti in stricu. Prepričana sem, da ste v skrbeh zame. Prosim vas, bi mi lahko pokazali, po kateri poti naj grem? Na usode velika postava nihče ne more priti cez. Na jugu je prav tako je tudi na zahodu. Bojim se, draga, da boš morala ostati kar pri nas. O ne! Nikar ne jokaj. V smaragdno mesto moraš. Mogoče ti bo Oz lahko pomagal. Kje pa je to mesto? Natančno na sredi te dežele, ki vlada Oz. Pa je dober človek? Dober čarovnik je. Če je človek ali ne, tega ti ne morem povedati, kaj ga še nikoli nisem videla. Kako pa ne pridem do tja? To je dolga pot skozi kraj, ki so včasih prijazni, včasih pa mračni in strašni. A dala ti bom svoj poljub in nihče se te ne bo upal dotakniti.
kaj rekla? Ja, seveda, kako je kaj? Dobro, pa s teboj? Slabo, zoprno je takole noč in dan viseti na tem kolu in poditi vrane. Kaj ne moreš dol? Ne, ker si nataknjeno na kolu. Če si tako ljubezljiva in me rešiš kola, ti bom na vso moč hvaležno. Počutim se kot prerojeno. Kdo si pa ti in kam si namenjena? Ime mi je Doroti. Grem v Smaragdno mesto prosit velikega Oza, naj me spravi nazaj v Kansas. Kje pa je Smaragdno mesto in kdo je veliki Oz? Kaj tega ne veš? Ne, res ne, ničesar ne vem. Saj vidiš, iz slame sem in sploh nimam možganov. Oh, oprosti, tako mi je žal. Kaj misliš? Če bi šlo s teboj v Smaragdno mesto k velikemu Ozu? Misliš, da bi mi dal možgane? Tega ne vem, a lahko greš z mano, če hočeš. Če ti Oz ne bo hotel dati možganov, ne boš nič na slabšem, kot si zdaj. Prav imaš. Veš, vseeno mi je, če imam roke, noge in telo napolnjeno slamo, se vsaj ne morem udariti. Ne maram pa, da bi me ljudje zmirali s tepcem. A kako naj kdaj, kaj vem, če bom imel v glavi kar naprej slamo namesto možganov. Če hočeš, greš lahko z menoj, pa bom prosila Oza, naj stori zate, kar more. Res? Hvala, najlepša hvala. Daj no, ti bom jaz nesla na hrbtnik. Ne uzreva Ozu Smaragdni grad. Potem pa Ozu se lepo povem, kako prišla, sam ne vem. A zdaj bi rada spet nazaj tja v Kansas, moj domači kraj. Jaz te prosim, bom lepo, naj mi pomaga, če bo šlo. Možgane v glavo naj mi da na mesto slame, če to zna. Ne vem. Boš kos kruha? Ne, hvala, ne poznam lakote. Moja usta so namreč samo naslikana. Povej mi kaj o kraju, odkudr si? Sem iz Kansasa. To je ena od Združenih držav Amerike. USA. Tam je vse sivo in izsušeno in kar naprej pihajo strašni vetrovi. In ljudje se skrivajo pred njimi v kleti, da jih ne bi odneslo. Včasih odnese tak vihar cele hiše. In tako sem prišla tudi jaz sem, v Ozovo deželo. Potem pa ne razumem, zakaj bi rada nazaj. Tega ne razumeš, ker nimaš pameti. Ni lepšega na svetu, kot je domovina. A seveda, tega ne razumem. Moje življenje je tako kratko, da pravzaprav ničesar ne vem. Šele predvčerajšnjim so me naredili. Kaj je bilo pred tem na svetu, se mi niti ne sanja. Kdo te je pa naredil? Neki kmet. Kar dobro strašilo za vrane, je rekel. Čisto je podobno človeku. In jaz sem se popolnoma strinjala z njim.
Že celo leto stojim tu in čakam, da bi mi nekdo prišel pomagati. S čim ti pa lahko pomagam? Vzemi oljnico in namaži mi sklepe. Tako strašansko so zarjaveli, da se niti ne morem več. Kako je to lepo. Ta sekiro sem držal v zraku ves čas, odkar sem zarjavel. Kako sta pa zašla sem? V Smaragdno mesto k velikemu Ozu greva. Jaz bi rada, da bi me spravil nazaj v Kansas. Tale ga bo pa prosil, če bi mu hotel dati v glavo nekaj možganov. Mislite, da bi mi lahko Oz dal srce? Če lahko dajo strašilu možgane, lahko da tudi tebi srce. Pošlje v Kansas me nazaj, ker tam je moj domači kraj. Možgane v glavo naj mi da na mesto slave, če poznam. Jaz skozi tren idem, malo poprosil bom za majhna srce. Razčutil bi njegov utrip in srečen bil samo za hrib. Kaj gre? Ubogo strašilo! Saj mu nisem nič naredil! Nisi, pa si hotel. Ah, ti si navaden strahopetec. Saj vem, kako naj si pa pomagam. Kako naj bi pa jaz to vedela? Sram naj te bo. Tako napadeš ubogo strašilo, ki je narejeno iz slame. Kaj je slame to? Seveda je. A zato sem ga tako zlahka prevrnil. Ne! Daj je izkusitra. Se mi je kar zdelo. Zakaj vas sploh si strahopetec? To je skrivnost. Najprej sem se že tako rodil. Vse živali so seveda prepričane, da sem hraber, ker povsod po svetu velja lev za kralja živali. Spoznal sem, da se me vsakdo ustraši, če divje zarjovi. In se mi izmakne s poti. Če srečam kakšnega človeka, se strašansko ustrašim. Toda ko zarjovem nanj, zbeži, kot ga nesejo noge. Če bi me napadel kakšen slon ali tiger ali medved, bi takoj pobegnil. Tako boječ sem. Toda ko zarjovem nanj, takoj zbežijo. Seveda na to komaj čakam in jim pustim, da grejo svojo pot. Kralj živali ne sme biti strahopetec. Saj vem, a kaj moram? Takoj, ko je nevarno, mi začne srce strašansko utripati. Mogoče pa imaš srčno napako. Mogoče? Če imaš, si lahko srečen, ker to dokazuje, da imaš srce.
Vidiš, jaz ga pa nimam in zato ti resnične napake ne moram imeti. Če ne bi imel srca, ne bi bil strahopetec. Imaš možgane tudi? Ne vem, še nikoli nisem pogledal. Jaz bi prav zdaj prosim velikega Oza, naj mi da malo možganov v mojo glavo. Kaj mislite? Bi mi veliki Oz lahko dal nekaj poguma? No, če nimate nič proti, bi šel z vami. To bi bilo pa zares lepo. Varoval nas boš pred drugimi divjimi zvermi. Skupaj gremo te daleč preko dan, dokler končno ne uzremo Ozo smaragdni grad. Skupaj gremo te daleč preko dan, dokler končno ne uzremo Ozo smaragdni grad. Kaj iščete v dvoru smaragdnega mesta? Jaz sem prišla, da bi videla velikega Oza. Že veliko let ni nihče prišel, da bi videl Oza, kajti Oz je močan in strašen. Tudi jaz sem prišla zaradi zelo važne stvari in rekli so mi, da je Oz dober čarovnik. Saj je dober, a do tistih, ki niso pošteni, je strašansko krut. In malo jih je, ki so sploh kdaj videli njegov obraz. Kaj pa ti iščeš v tem prepovedanem dvorcu? Tudi jaz bi rado videla velikega Oza. Samo malo počakaj. Tudi ti rad videl Oza? Da, če tako prav boš milosti. No dobro, stopi zraven. Moj Bog, kako se pa ti obnašaš? Saj si vendar v bližini velikega čarovnika iz Oza. Kje pa je? Nikjer ga ne vidim. Samo malo počakaj. Mene je tako strah. Mene tudi. Jaz sem Oz, veliki in strašni. Kdo si ti, da me motiš pri branju časopisa in kaj hočeš od mene? Ime mi je Doroti, veliki Oz, in prišla sem iskat tvoje pomoči. Kaj naj storim zate? Pošli me nazaj v Kansas k teti Emi in stricu Henryju. Zakaj pa naj bi to storil? Zato, ker si močan in strašen. Jaz pa sem punčka brez moči. Vendar si bila dovolj močna, da si ubila hudobno vzhodno veščo. To se je samo zgodilo. Nič nisem imela zraven. Nimaš pravice pričakovati od mene, da te pošljem v Kansas, če tudi ti ne storiš meni kakšne usluge. Kaj pa naj naredim? Ubij zahodno veščo. Toda tega vendar ne morem storiti. Ubila si vzhodno veščo in nosiš njene srebrne čeveljčke
ki ti dajo čarobno moč. V tej deželi je ostala še ena hudobna vešča. Ko jo ubiješ, te bom poslal nazaj v Kansas, prej pa ne. Torej, ne moreš ubiti ti, ki si močan in strašen. Kako naj ubijem jaz, ki sem majhna in šibka? Tega ne vem. Toda tak je moj odgovor, dokler hudobna vešča ne bo mrtva, ne boš videla svoje tete in strica. Kdo si pa ti in kaj hočeš od mene? Jaz sem pa ubogo strašilo, veliki Oz. Prišlo sem k tebi zato, ker nimam možganov in ne znam misliti. Prosim te, daj mi malo možganov, tako da bi tudi jaz lahko postala človek, kot so drugi ljudje v tem tvojem cesarstvu. Če ubiješ zahodno veščo, ti bom dal veliko možganov in imel boš tako pamet, da boš najmodrejši človek v vsej deželi Oz. Jaz sem paravan, veliki Oz, in sem narejen iz kositra, zato nimam srca in ne morem ljubiti. Prosim te, da mi daš srce, da bi bil lahko tak, kot so drugi ljudje. Pomagaj Doroti ubiti zahodno veščo. Ko bo vešča mrtva, pa pridi in dal ti bom največje, najbolj plemenito srce v vsej deželi Oz. Kdo si pa ti in kaj hočeš od mene? Jaz sem pa strahopetni lev, Reva, ki se boji vsega in vsakogar. Prišel sem te prosit, da mi daš malo poguma, da bom lahko res kralj živali, kot me imenujejo ljudje. Pomagaj jim. In ko bo zahodna vešča mrtva, ti bom dal poguma, kolikor boš hotel. Kaj bomo pa zdaj? Poskusimo, čeprav sem prepričana, da ne bom mogla nikogar ubiti. Tudi jaz grem zraven! Tudi jaz grem! Če ste vi, grem še jaz. Katera pot pelje k hudobni zahodni vešči? To je pa lahko. Ko boš videla, da ste šli v deželo Pedencev, vas bo itak poiskala in vas zasužnila. Mogoče pa ne, ker moramo mi ubiti jo. Dobro se pazite, kajti strašansko je hudobna in ne bo vam dovolila, da bi jo ubili. Pojdite naravnost proti zahodu in prav gotovo jo boste našli. Z Bogom in srečno pot! Žiži, žuži, žik! Poklicala si me tretjič
Pojdi k tujcem, ki so se pritepli na moj svet in raztrgajo vse, razen leva. Verino pripelji sem, upregla ga bom kot konja in ga prisilila, da mi bo delal. Kako ste ukazali, bo storjeno. Vsem bom zabila, brat. Dovolj škode so mi že naredili. Najprej je tisti kositelni doma posekal vse volkove. Potem je tisto trapasto strašilo zabilo vrat vsem mojim krokajem. Tisti pretegnjeni lev pa je pregnal moje zvezde pedence. Toda nič jim ne bo pomagalo. Leteči opici ne bodo ušli. Ha, ha, ha. Naredila sem vse, kar je bilo v moji moči. Kositrenega drvarja sem vrgla na skale, da se raztreščil. Strašilo sem uničila in lev leži zvezan na dvorišču. Tej punčki pa ne smem narediti nič žalega, ker jo varuje poljub dobre vešče. Tako tvoja moč nad mano je zdaj končana in nikoli me ne boš več videla. Ti pa v kuhinjo in gledaj, vse narediš, kaj ti bom rekla. Kako bi se ne dokopala do srebrnih čepičkov, ki jih nosita Doroti? Še dobro, da ne pozna njihove čarovne moči. A kaj, ko jih nikoli ne sezuje, razen takrat, ko gre v kopalnico. Jaz si pa ne upam, ker če bi se dotaknila vode, bi se takoj raztopila. Aha! Frak. Haha! Vrni mi moj čeveljček! Ne dam, to je zdaj moj čeveljček. Nekega dne ti bom vzela pa že drugega. Še trenutek pa se bom popolnoma raztopila in vse moje čarovnije s tem izginjajo. Strašilo bo spet in lev se bosta spet vrnila. Poglej, izginjam! Kaj pa je to? Raztopila se je! Juhu, raztopila se je! In tu je moj srebrni čeveljček! Zdaj smo vsi svobodni! Strašilo! Drvar! Lev! Poglejte! Raztopila se je! In za nagrado dobiš njeno zlato čepico. In zdaj gremo spet vsi k čarovniku iz Oza in zahtevamo, naj nam izpolni naše želje. Skupaj gremo tja daleč preko stran, dokler končno ne uzremo modro smaragdni grad. Skupaj gremo tja daleč preko
Kaj je zdaj? Ste spet prišli? Kot vidiš, Kaj vas nisem poslal k hudobni zahodni vešči? Saj smo bili tam, raztopila se je. Kaj? Kdo jo je raztopil? Dorothy! In zdaj smo prišli, da izpolniš svojo obljubo, veliki os. Oh, ljudje, kako je to nepričakovano prišlo. No prav, pridite jutri, pustite mi malo časa, da premislim. Dovolj časa si imel! Jaz sem veliki in strašni. Jaz sem pa mislila, da je os velikanska postava. Ne, vsi ste se zmotili. To se pravi, da nisi noben čarovnik? Tiho, ljubi otrok, vsi mislijo, da smo v resnici veliki čarovnik. Pa nisi? Sploh ne, samo navaden človek sem, dragi otrok. Ne samo to, ti si tudi velik goljuf. Točno, goljuf sem. Ti si prav gotovo zelo slab človek. O ne, ljubi otrok, v resnici sem zelo dober človek, a zelo slab čarovnik, to moram pa poznati. Torej mi ne moreš dati možganov. Saj jih ne potrebuješ, vsak dan se nekaj naučiš, znanje pridobiš izkušnjo. To je mogoče res. Toda zelo bom nesrečen, če mi ne boš hotel dati možganov. Dal ti bom glavo do možganov. Hvala, najlepša hvala. Kako se pa zdaj počutiš? Počutim se zelo pametno. Kaj pa z mojim srcem? Prav, dobil boš srce. Kaj ni čudovito? Krasno je. Zelo sem ti hvaležen in nikoli ti ne opozabim te prijaznosti. In kaj bo z mojim pogumom? Pravi pogum je v tem, da se postaviš na varnosti van, čeprav se bojiš, a te vrste poguma imaš dovolj. Mogoče ga res imam, toda zelo bom nesrečen, če mi ne boš dal tiste vrste poguma, ki me bo pomagal, da bom pozabil na strah. Dal ti bom tak pogum. Mopico. Zdaj sem zelo pogumen! No, zdaj pa povej še meni, kako naj pridem nazaj v Kansas. Tega ti jaz ne moram povedati. Svetujem ti pa, da greš k dobri Lindi, ki ti bo prav gotovo povedala, kako prideš nazaj v Kansas. Kdo pa je ta Linda? Linda je južna vešča. Ona med vsemi veščami najmočnejša. Lindi prideš, če greš naravnost na jug. Samo pravijo, da je pot polna naravnosti. Toda ti imaš zlato čepico, pa ti ne bo težko priti tja. Kako mi bo pa pri tem pomagala zlata čepica? Z njo lahko prikličeš leteco opico. Kako pa naj to naredim? Preveri, saj piše v njej. Pipe, lipe, kipe, kalo, malo, salo, žiži, žuži, Kaj, v
Odnesi nas v deželo dobre glinde. Takoj, kot ukazujete. Almatija. Vi ste moje zadnje upanje. Strašanski vihar me je odnesel iz domovine Kanzasa naravnost v deželo mezincev. Šla sem k čarovniku iz Oza. Ta pa mi je rekel, naj grem k vam in vas prosim za nasvet in pomoč. Prepričana sem, da ti bom lahko pokazala pot. A če ti to naredim, mi boš morala dati svojo zlato čepico. Seveda, z veseljem. Če jo boš pa imela ti, boš lahko 3-krat ukazovala leteči opici. In kar zdi se mi, da bom ravno 3-krat potrebovala njene usluge. Kaj boš pa ti? Mira se bom v smaragdno mesto. Oz mi je dejal, da bom lahko vladala nad njegovo deželo. In ljudje tam imajo radi. Bojim se lepo šli nazaj. Torej, moj prvi ukaz se glasi. Odnesla boš strašilo prav pred vrata smaragdnega mesta. Kot ukazujete, bo storjeno. Hvala, najlepša hvala, dobra Glinda. Nasvidenje! Kaj bo pa s teboj? Pedenci so bili zelo prijazni z menoj in so prosili, naj bi mi vladal. Zdaj, ko je hudobna vešča mrtva. Zelo rad imam pedence in ko bi se vrnil nazaj v zahodno pokrajino, se nič drugega ne bi želel, kot da bi za zmeraj vladal. Moj drugi ukaz. Vana odnesi kositranega dobarja v deželo pedencev. Hvala, najlepša hvala, dobra Glinda. Kaj bo pa s teboj? Za tretjim gorovjem je velik gozd. In živali, ki živijo v njem, so me izbrali za svojega kralja. Če bi se lahko vrnil nazaj v ta gozd, bi v njem srečno živel. Moj tretji ukaz. Odnesla boš hleba v njegov gozd. To je tvoja tretja in zadnja želja. Zgubila si moč nad mano in nikoli me ne boš več videla. Počakaj, darilo imam zate. Tu imaš čarobno zlato čepico. Nihče več ne bo imel moči nad tabo in tako boš za zmeraj svobodna. Najlepša hvala, dobra Glinda. Ti si res tako dobra, kot si lepa, vendar mi še nisi povedala, kako ne pridem nazaj v Kanzas. Tvoji srebrni čeveljčki te bodo ponesli čez puščavo. Če bi poznala njihovo moč, bi se lahko vrnila takoj prvi dan. Samo 3-krat ti je treba udariti s petami skupaj in ukazati čeveljčkom, naj te odnesejo, kamor želiš. Če je to res, jih bom prosila, naj me odnesejo nazaj v Kanzas. Čeveljčki, odnesite me nazaj domov v Kanzas!
Thank you.